Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi iz komentatorskega mesta stadiona v ljubljanskih Stožicah. Prekrasno nedeljsko popoldne, sončno, toplo za konec prvomajskih praznikov in za zaključek 34. kroga prve lige Telemach. Še takole vam malce pomaham z komentatorskega mesta. Najprej v Fazaneriji v Murski Soboti 3-1 za Olimpijo, za Muraše takrat Šabanadžaj, Rui Pedro Elšnik in Nukic so zadeli za Zmaje. Potem v 16. krogu 1-0 za Olimpijo, strelec Elšnik v 92. minuti, v 25. krogu pa je bilo kar dolgo. Si Martin Matoša zdaj ogleduje tale posnetek. Je po 45 sekundah tekme se je zgodil prekršek in rdeči karton. Rdeči karton na začetku 4. minute sicer, ampak kot rečeno, tale prekinitev je bila zelo dolga in spisano zasedbo, zelo sproščeno. Pripravljajo se na naslednjo nedeljo in na veliko slavje. Tule pa smo videli tudi veliko priložnost Olimpije. Elšnik bo preizkusil svojo levico. Sprožil je Elšnik, pa zadev Sadrijuja. Odbita žoga do Sualeja. Suale in Brest. Suale tule ponovno priložnost Elšnika mimo gola. Maroša je prišel do žoge. Matoša se tule ni oglasil. In Silva zdaj znova do žoge. Silva zdaj s predložkom. Odbil je Proleta, pa Floruc. Floruc preigrava, Floruc strelja in tudi on je zgrešil za las mimo leve vratnice. Peti kot Olimpiji, Raul Floruc. Durdov prek vrat, tudi Ivan Durdov. Znova je pripravljen Žan Trontel. Trontel, nevarno, Vinovšek brani. Floruc in Agba zdaj. Agba! Obramba, potem pa tudi Durdov ni uspel pospraviti žoge. Ratnik, dobra podaja Ratnika do Motike. Motika. Pa priložnost za Floruca, ki pa je sprožil točno v Mihelaka. Motika. Suale, priložnost in kaj je zdaj zapravil Raul Floruc? Olimpija pritiska in pritiska, časa pa je seveda vse manj. Silva, dobra podaja, Pedro Lukas mimo gola. Zdaj poizkuša Pedro Lukas, Nuhanović je ob njem, Suale zdaj s predložkom, Mihelak iz vrat, prečka se trese, potem kaj Cipot in samo kot. Na koncu epilog tekme zagotovo ni takšen, kot ste si sami želeli. Začelo se je na nek način z vašega vidika dobro, ostali ste z igralcem več na igrišču, potem napadali in še enkrat bomo rekli napadali, pa po drugi strani zapravili priložnosti. To je verjetno tisto, kar je danes Olimpiji ostalo 3 točk. Ja, imeli smo res dovolj priložnosti, da bi lahko zadeli, nažalost nismo in nažalost zopet prepoceni izgubljene točke. Nekako sem vprašal že Marcela Ratnika, tista energija, ki je Olimpijo morda krasila v lanski sezoni, tudi v določenem obdobju, recimo že v tej sezoni se nekako izgublja. Kako vi čutite ta utrip slačilnice, tudi nekako ta energija na koncu tekme igralcev, ki so prišli v igro, verjetno ni bila takšna, kot ste si želeli? Jaz sem zadovoljen z neko energijo, nisem zadovoljen z nekaterimi odločitvami v igri, se pravi ogromno nekih nesiljenih napak, slabih predložkov. Po drugi strani smo pa v nekaterih situacijah je bilo po mojem mišljenju teže zgrešiti kot zadeti, tako da ja, fanti imajo to sezono res ogromen tekem, pozna se, da smo proti koncu sezone, ampak to nobenega ne zanima. Tako da najbolj pomembna tekma nam je naslednja in moramo dati glave skupaj, zavedati se, da lahko bolje in delati še bolje in samo tako lahko včasih tudi računaš na srečo.
Sami to najbolje veste, večkrat tudi poudarjate v Olimpiji, že ko se ena tekma ne zmaga, recimo temu opozorilo, potem ko se dve ne, že kot pravimo kar malce alarmi. Kakšen odgovor, tudi nekako karakterni pričakujete zdaj v Ljudskem vrtu, ko igrate proti Mariboru, ki pa se trenutno zdi, da kar leti po igrišču? Kakšen odgovor pričakujem, se pravi, jaz še zmeraj verjamem v to ekipo, verjamem, da ima ta ekipa karakter, mnogokrat je to že pokazala in mi gremo v Maribor na zmago in imamo 2 kola do konca in potem bomo videli, kje in kaj smo. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi. Ja, nekako najprej me zanimajo vaše misli v tisti pravzaprav drugi minuti. Vse, kar ste pravzaprav gradili pred tekmo, kar ste se pogovarjali, je verjetno padlo v vodo, ampak reakcija je bila prava. Ja, reakcija je bila prava. Jaz mislim, da kakorkoli je bila po mojem oceni izključitev prestroga. Predvsem zaradi tega, ker poznam fanta, ni bilo nobene namere in včasih bom rekel, jaz sem vedno za to, da se zaščiti igralca, ampak tudi pri teh odločitvah VAR, počasni posnetki, se povsem izgubi nek tok realnega dogajanja in po moji oceni prestroga izključitev, kar spremeni potek tekme. Kakorkoli Olimpija je kvalitetna ekipa, ki je dobra v posesti, mi smo bili s tem prisiljeni se še bolj braniti, ampak smo strnili vrste, bili v prvem polčasu po moji oceni celo nekajkrat nevarni s prekinitev. Drugi polčas smo se še bolj branili, premalo bili nevarni za gol, kar je po eni strani tudi razumljivo, ampak vesel sem, da je ekipa danes pokazala karakter in da je predvsem znala trpeti. Imeli smo nekaj sreče pri nekaterih priložnostih in jaz čestitam fantom za zasluženo točko in za 4. zaporedni pozitiven rezultat. Omenjate ta zdaj niz dobrih rezultatov. Res se zdi, da se počasi zadeve nekako z vidika Mure postavljajo v pravo smer. Opozarjali ste, ko ste prišli, seveda novo okolje, spoznavali ste ekipo, potrebujete čas. Tale zaključek sezone za zdaj z vašega vidika verjetno nek pozitiven trend. Ja, pozitiven trend, predvsem z vidika, da smo mi potrebovali nekje mesec dni, da smo ekipo konsolidirali, da so se poškodovani nogometaši vrnili, ki potrebujejo tudi čas, da se je ekipa telesno dvignila, da smo konkurenčni tudi v tem elementu z ostalimi ekipami. In pač ekipa pol dokazuje, da ima kvaliteto, dokazala je danes, da ima karakter, kar nam je na marsikateri tekmi prej tudi manjkalo, ampak sigurno ta neka serija dobrih rezultatov dviga samozavest ekipi. Normalno potrebuješ malo sreče, ampak sreča vedno, če dobro treniraš in dobro delaš, te bo vedno spremljala, tako da z tega vidika sem zelo zadovoljen. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Ja, v moji družbi Marcel Ratnik. Marcel, rezultat zagotovo ne takšen, kot bi si ga želeli, dominantno v polju, ja, nekako tudi zaradi števila igralcev, ampak na koncu je nekaj zmanjkalo. Kaj po vašem mnenju? Ja, vsi smo razočarani, kajti celo tekmo z igralcem več igraš, to nekako že pomeni, da ti mora biti lažje na igrišču, več prostora moraš imeti. In ja, bili smo celo tekmo dominantni, ampak žal imeli smo svoje šanse in nismo izkoristili. Nekako vsaj takole strani se zdi, da igrate igralci Olimpije tudi nekako psihološko zavoro. Lani ste res kar leteli po igrišču, zdaj se nekako dogaja nasprotno. Kako trenutno diha slačilnica? Po garderobi je vseeno dobro vzdušje, treniramo dobro, fanti se dobro razumemo, ampak mislim, da nismo ta teden s treninga prenesli na tekmo in to nas je koštalo. Večni derbi, kaj bo potrebno zdaj v tem tednu, ne ravno spremeniti, ampak kaj bo potrebno nekako pokazati, predvsem v Ljudskem vrtu? Ja, treba se bo dvigniti, treba vrniti tisti derbi, ko smo ga izgubili tu na Stožicah in moramo se boriti za vse 3 točke, tu če bo treba iti na glavo, kajti drugo mesto nam več pomeni, boljše izhodišče v Evropi in upamo, da bo vse se šlo po naših načrtih. Najlepša hvala in srečno. Ja, Borna Proleta je v moji družbi. Rekel bom kar čestitke za točko prigarana, na koncu nič proti nič, trpeli ste, ampak kar je najbolj pomembno zdržali. Pa da, sigurno jedna od naših najboljih utakmica u polusezoni. Od prve minute smo bili sa igračem manje i sa 11 igrača smo znali da ćemo trpjeti, da će Olimpija imati posjed i sve to. Ostali smo bez igrača, odigrali smo stvarno vrhunsku utakmicu i svaka čast dečkima. Sploh v prvem polčasu ste kljub igralcu manj vseeno več prihajali na nasprotnikovo polovico, je potem tudi že malce utrujenost naredila svoje, veliko ste tekli danes. Pa je, sigurno, čekali smo tek neke prekide, polukontre. U drugom polovremenu smo znali da će Olimpija dati sve karte u napad, da će poslati još sigurno 2-3 špice gore.
stali smo iza, čekali neku priliku u drugom polovremenu, imali smo mislim samo jedan korner i nažalost nismo realizirali, ali nama je bitno da smo sačuvali nulu iza. Najlepša hvala. Hvala in srečno. vama.